Kranjski Janez, hvala za donacijo, pravi, super podcast. Ali bi lahko pojasnil, kaj je bilo z Zoranom Stevanovićem in zakaj je odšel iz tvoje stranke? Ja, Zorana Stevanovića smo mi, on je bil podpredsednik naše stranke, takrat smo ga pač postavili, ker je rekel, da bo na Gorenjskem naredil. Poskrbel za volivce. Tako. No in potem smo imeli pa kongres in tam na kongresu je šmrkal kokain. Skupaj še z enimi drugimi. Ne? Ampak to v pričo tvojih oči? Meni so povedali oni, ker so bili tudi našmrkani. A ja, so se hvalili med sabo? Ja, kako? seveda. No, se oni so pripravljeni povedati, ja. Smo šmrkali, pa on tudi, ne. Pa se mi kdaj to poznal tako na očeh, se dal, je to bilo razvidno? Ja, obnašanje je bilo tako zelo vehementno in čudno in tako naprej, ne. No, pa mi smo ga pol ruknili ven, obnašal se je tudi čuden, ne, in smo se mu zahvalili za sodelovanje. On je kar zmeri nekaj hotel po svoje, pa on bi, ne. Skratka, tako čutiti je bilo, ker fant je še mal, pa bom jaz prevzel stranko, pa Aha, tako se je. v tej smeri je šlo njegovo razmišljanje. No in potem je tudi samostojno je kandidiral za župana v Kranju. Tam je snemal je samega sebe, kako govori, ne, pa kako šimfa v mestnem svetu, ampak odgovorov pa ni snemal. Pa odgovorov ni objavil. Ne? Ni objavil, ja. Ja, ker ta je nabijal, to je narobe, to, pa so oni odgovarjali, ni res drugačna, pa številke so take, pa take, tizga ni bilo več. Ne? Pol je bilo pa tudi hec, tam je on na občini neke omare, ki jih je občina plačala, to je bilo v medijih vse, pa jih je domov pelal, pa take zadeve. Pa imamo neko lobocije tudi tam z enimi zavarovalnicami, pa tak. Mislim, človek ni vreden besed. Kako se ti pa zdi njegovo to pojavljanje na protestih in podpora, ki jo je imel strani protestnikov? Zdaj, kot sem zvedel, so te protestniki dobivali precej denarja, ne, za to. Z njem na čelu. Zdaj, a je on dobo, ne, to bi moral dokazati, se mi ne da, da bi jaz da se ti ukvarja s tem, ok. Je pa tako, da on je tukaj iskal svojo nišo, da bi izbral čim več ljudi, da bi po tej poti prišel v parlament, ne. Ampak jaz ne vem, da ga niso zgrabili, ker on je pozival k državnemu udaru. On je rekel, da je treba vlado vreči. Zdaj, če bi to je že namigovanje na državni udar, ne. Zdaj, če bi kaj tanskega govoril v Franciji, bi sedel 3-4 leta. Zato, ja. V Nemčiji približno enako, samo da v Nemci bi ga še preluftali prej, ne? Pa v kakšnih normalnih državah tudi. Tlele šlo pa kar mem. In mediji so to kar, kar nič. No ja. Ko sva še pri Stevanoviću, še to, jaz sem z njem zmenjen, on v četrtek pride na podcast, bo tudi prišel klele malo polagati račune glede vsega, kar smo danes povedali. Me je pa prosil, da ti postavim vprašanje, sicer to je z njegove strani, koliko ti je plačal Janša, da si začel govoriti, da je on šmrkal in da uživa kokain. To je bilo njegovo vprašanje. To je bedasto vprašanje, ne? To se kaže, koliko je njegov plitek. Meni noben ni nič plačal. Mi smo to videli na kongresu. Pa tudi potlej, ker se je bil ti zvolilni dan, ko smo ugotovili, kdo je prišel, kdo je noter, kdo ni prišel noter, je tudi takrat je bil našmrkan, pa še ne par njih. A pa ste vi kdaj... Pa so šli ven, pa so prišli nazaj našmrkani. A pa ste vi kdaj v svojem življenju uživali oziroma probali katerokoli drogo, ki je v bistvu na listi kot prepovedana? Nikoli. Samo... Jaz sem magister farmacije, pa vem, kako je ta zadeva škodljiva in se tega ne lotevam. Kaj pa alkohol po vaše? Kako gledate na alkohol, glede na to, da vem, da ga uživate? No, to pa ga rad crknem, ko pa normalno, saj sem Slovenc, Madonna. To je normalna zadeva, da moraš kaj spiti, ne?